pogovarjamo in spet je seja, da Slovenci damo čist premalo BDP-ja, da ne bo več vojn, če se milijarde tam nakaže, ko ka kupiš avto, da ne daš ga iz garaže. Šuške za puške, 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 šuške za puške. Zdaj na internetu lahko slišimo pogosto, Američani dajejo 40%. Ja, okej, to res zveni kot drastičen ukrep, sam puške so ameriške, plačujejo sam se. Mi bi tudi lahko dajali tako ogromne zneske, če bi naša Krka delala na mitraljeske, če bi Boscarol naredil avion, ki strela. A ja, sorry, smo pozabili, da on to že dela. Sam ne vem, če to bo imelo glih toliko haska, dokler cel bo svet poslušal milijarderja Muska. Glih 2 meseca je v pisarni pa že opa bato, kaj če bi Amerika zapustila NATO. Šuške za puške, 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 šuške za puške. Valjda Trump poslušal bi vse Muskove ukaze, pita, sam bo treba pol tudi zapustiti baze, ko je treba za demokracijo prit urgirat, po celi Evropi šparamo vam za parkirat. Valjda rabimo opremo, sam ki bomo vzeli, lahko na VO gremo, to bojo veseli. Kdo največ pobera keša, a je kdo preveril? Sam zdaj si slovenske cerkve, kdo se bo zameril? Rabimo si kupiti nove tanke in kasone, avione, drone za vse bataljone. Se jih rabo, naša vojska mora iti za tokom, da ne bomo drone streljali z lokom. Ni nam treba zdaj metati puške v koruzo, ampak tudi granate niso ravno za infuzo. NATO imel bi več denarja, vsaj tako pravi NATO. Ja, ma nemoj sam, a imamo lahko vsaj debato. Šuške za puške, šuške za puške.